Po prvotno potrjenih 11 okužbah pri stanovalcih in prav tako 11 pri zaposlenih so po drugih kontrolnih brisih v domu Danice Vogrinec Maribor zabeležili še dodatnih 13 okužb pri stanovalcih in 5 pri zaposlenih. Skupno je tako okuženih 24 stanovalcev in 16 zaposlenih. Direktor doma si želi ukrepanja odgovornih, ker meni, da se ljudje ne zavedajo dovolj, kako resne postajajo zadeve. Vendarle živimo ta trenutek res v dveh virtualnih svetovih. V enem delu, ko življenje teče povsem normalno, brez kakršnikoli relativno, torej nekih omejitev, in hkrati v situaciji, ko pa seveda iste okužbe, ki jih sproduciramo v normalnem življenju, pa pride dejansko potem v dom, kjer seveda zaposleni s krajnimi napori handlajo to situacijo, in jaz mislim, da na dolgi rok tako ne bo šlo. In verjamem, da če bi kdorkoli od nas zdaj videl situacijo, ki se dogaja v sobah s covidom, jaz sem bil včeraj prisoten, ker sem pomagal reševati neke stvari. Verjamem, da nihče več ne bi pomislil na to in bi se ta trenutek ukvarjal s teorijami zarot, ker je enostavno ta trenutek delo res težko organizirati. Kot pravi direktor, se okužbe še niso razširile na osrednjo enoto, a je vprašanje bolj, kdaj se bodo in ne, če se bodo. Ja, glejte, samo vprašanje časa je, glede na stanje širjenja okužbe, kdaj se bo to zgodilo tudi na Pobreški enoti oziroma tudi v drugih javnih sistemih, kajti treba je vedeti, da je okužb preko otrok, torej v Mariboru toliko, da je zdaj že težko locirati te prenose in enostavno se jaz bojim, da ob vseh informacijah, ki smo jih danes zanalizirali torej na enoti Pobrežje, ker želimo seveda preprečiti vdor virusa, je potencialnih stikov, ki bi lahko v bistvu prinesli okužbo tudi v enoto na Pobrežje oziroma v katerikoli naš javni sistem toliko že, da je enostavno težko reči, da se to ne bo zgodilo jutri ali v prihodnjih dneh. Situacija še ni ušla izpod nadzora, pravi Slavič, toda obvladovanje le-te postaja vedno težje. Pozna se tudi kadrovska stiska. Glejte, mi lahko obvladamo in obvladujemo to, kar se je povezano z okužbo v samem domu. Ta trenutek obvladujemo, tako kot sem vam povedal, 24 stanovalcev z izjemno zahtevnimi ukrepi preprečevanja prenosa širjenja okužb, ampak morda si nihče niti ne predstavlja. Veste, ko vidite stanovalce, ki se ne slišijo, ki stopajo en do drugega v postelji, ko si govorijo na uho, ko je v bistvu nemogoče preprečiti ta druženja in seveda ugotovili smo, to pa je informacija, seveda, ki je koristna, kar pravzaprav vsi že jasno vemo, da se okužba širi relativno aerosolna zelo hitro in da so načeloma okuženi tisti stanovalci, ki smo jim seveda predtem zaradi naše socialne note zagotavljali skupna druženja, ki so bili skupaj v skupinah, kjer smo se z njimi terapevtsko ukvarjali, in seveda gre za to, da se okužba bolj kot ne locira na te skupine, ko so bili stanovalci seveda bolj kot ne skupaj, predvsem tudi na sobe, kjer so stanovali. V karanteni imajo sicer ob 16 okuženih zaposlenih še dodatnih 30 delavcev, saj se ob ugotovitvi nove okužbe mreža potencialno okuženih širi. So se pa prvi stanovalci, ki so bili zaradi okužbe v bolnišnici, danes že vrnili v dom.